V Radencih je potekal pohod, kjer so se učenci skupaj z učitelji in prijatelji iz madžarske občine Lenti udeležili skupnega pohoda. Pohod je potekal v okviru projekta Keep Young and Fit. Udeleženci pohoda so se podali na približno 6-kilometrsko krožno pot, speljano po okolici Radencev. Trasa je bila delno gozdna, delno asfaltna in je vodila mimo naravnih in kulturnih znamenitosti kraja. Danes smo se zbrali v Radencih na osnovni šoli oziroma v športnem centru, kjer se bomo v okviru Keep Young and Fit udeležili pohoda po občini Radenci. Sodelovali bodo otroci iz Madžarske in naši otroci, tako da kljub slabemu vremenu upam, da se bomo imeli lepo, da bodo otroci uživali, da se bomo nekaj tudi naučili, kako pomembno je danes gibanje, se pravi tudi slabim vremenskim razmeram. Trasa pohoda je bila skrbno načrtovana z mislijo na varnost, dostopnost in naravno raznolikost. Naša trasa je danes pripravljena večinoma po gozdu, po naravi, kjer bomo tudi uživali in nekje 6 km, 7 km bomo prehodili. Če bomo imeli voljo, pa še bomo kaj podaljšali. Več o tem, kako je pomemben pohod za osnovnošolske otroke, nam je povedal športni učitelj na osnovni šoli Radenci. Vsakodnevna vadba je pomembna za učence, za vsakega človeka v bistvu. Danes nam je malo zagodlo vreme. V vsakem primeru pa smo se odločili, da gremo na pohod, kajti koristi gibanje, hoja, ki je tudi najbolj popularna verjetno v Sloveniji glede pohodništva in tako naprej. Sveži zrak pa sigurno koristi učencem, da se tudi malo nadihajo. Kot je povedal Ilješ, se v okviru športnih dejavnosti na osnovni šoli trudijo, da učenci spoznajo in preizkusijo čim več različnih športov. Od gimnastike do moštvenih iger z žogo, potem tudi kakšne pohode seveda izvedemo v okviru športnega dneva, v okviru športnih dneh probamo sodelovati tudi s kakimi društvi iz domačega okolja, da spodbudijo učence, da bi se pridružili kakemu društvu. Ilješ je ob tem še povedal, da je projekt Keep Young and Fit v njihovi okolici odlično uspel, zato bi si želel še več takšnih pobud, ki mladim omogočajo aktivno in zdravo preživljanje časa. Da bi se povezala društva, da bi se povezale šole med sabo, tudi z malo večje regije. Spodbudno bi bilo, če bi še se kaj takega dogajalo naprej. Pohod je potekal v duhu medsebojnega povezovanja udeležencev, saj je skupno doživljanje narave odlična priložnost za krepitev prijateljskih in sodelovalnih vezi. Magistrica kineziologije iz Centra za krepitev zdravja Gornja Radgona, Maja Graj. Gre za obliko gibanja, ki je čisto enostavna. Lahko se jo izvaja v vsakem vremenu, kar je tudi današnji dokaz, saj nam vreme malo nagaja. Res ne potrebujemo nobene posebne opreme in v bistvu tako na naš srčno-žilni sistem, kot tudi na duševno zdravje prinaša ogromno koristi. Ne samo, da krepi srce, žile, povečuje pljučno kapaciteto, saj z njo lahko res dodobra stopnjujemo tudi našo aerobno vzdržljivost. Prav tako pa nudi nek prostor za počitek, za krepitev mišic, kosti in predvsem za nek stik z naravo. To je tudi tisto, ki nam manjka. Kako mladostnike motivirati, da se čim več ukvarjajo s prehajanjem v naravi? Mogoče je za nižjo populacijo hoja mogoče nekaj brezveznega, bi lahko rekli oni, ampak predvsem jim moramo čim bolj to pokazati kot nek smisel, ali v obliki dodatne motivacije, ali v obliki tega, da jih podpremo, da se jim pridružimo. Pri mlajših lahko seveda to spremljamo preko igre, pri malo starejših, ki mogoče že bolj razumejo koncept gibanja, jim naredimo malo bolj zanimivo in predstavimo tudi iz vidika, kako vpliva na duševno zdravje, kako se oni počutijo in predvsem, da nekako jih ozavestimo o teh občutkih, kaj jim vse lahko gibanje, kot je hoja, res enostavna hoja, prinaša. Kot je poudarila kineziologinja, hoja predstavlja ključen element pri grajenju osnovne srčno-žilne pripravljenosti, ki je temelj za razvoj drugih oblik gibanja in splošne telesne pripravljenosti. S pomočjo te enostavne oblike se res vključujejo
vse mišice, prav tako gre za ciklično gibanje, kar pomeni, da ne dela pretežno le spodnji ali pa tudi zgornji del, oziroma zgornji del bi nekako bolj delal, če bi še dodali palice. Tako da gre res za eno tako enostavno obliko gibanja, predvsem aerobno, ki bi po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije morala zajemati vsaj polovico naših aktivnosti. In hoja je ena res taka enostavna oblika, katero se lahko otroci poslužujejo v vsakem obdobju oziroma v katerem koli delu dneva. In nekako s pomočjo nje lahko potem tudi spodbujamo zdrav življenjski slog. Kaj meni kineziologinja o projektu Keep Young and Fit? V sklopu projekta smo izvedli kar nekaj aktivnosti. Mislim, da je bilo tudi nekaj zelo uspešnih. Naš cilj še vedno stremimo k temu, da skušamo čim bolj promovirati telesno dejavnost, da našim učencem telesno dejavnost čim bolj predstavimo kot neko obliko zabave, druženja, načina povezovanja in predvsem, da jim razvijamo neke pozitivne občutke do športa in pa gibanja nasploh. V prihodnje bi si po besedah kineziologinje želeli, da se dodatne oblike telesne dejavnosti vključijo v redni učni načrt. Iz zdravstvenega doma Gornja Radgona pa so vsekakor pripravljeni na prihodnje sodelovanje. Več o tem, kako je v projekt Keep Young and Fit vključena občina Lenti iz Madžarske, nam je povedala Bernadett Róka iz samouprave mesta Lenti. Lenti város önkormányzata magyar projektpartnerként. Za občino Lenti je gibanje mladih izjemno pomembno. Zavedamo in trudimo se, da se v današnjem svetu vse več otrok premalo giba ter večino časa preživlja v zaprtih prostorih. Zato si prizadevamo izboljšati stanje na tem področju in mladim omogočiti več priložnosti za aktiven in zdrav življenjski slog. Bernadett je v nadaljevanju predstavila aktivnosti, ki so bile že izvedene v okviru projekta Keep Young and Fit za spodbujanje gibanja med mladimi. Lenti város önkormányzata az általános iskolák. Mi smo že imeli več aktivnosti na Madžarskem, v našem mestu. Imeli smo že športne dneve in dneve, kjer smo skrbeli za zdravo prehrano in so dijaki lahko poskusili domače klobase, sadje. Kóstolók, helyi termékeket kóstolhattak meg a gyerekek. A program keretében, vagy a programok keretében nagy gondot fordítottunk a mentális egészségre. Dijaki so imeli priložnost bolje spoznati svoje sposobnosti na področju komuniciranja in medsebojnega druženja. Zelo nam je bilo lepo in upam, da lahko uresničimo več takih dejavnosti. Kapcsolatépítésre, az egymással való mindennapi kommunikációra. Obisk madžarskih učencev na osnovni šoli Radenci v okviru projekta Keep Young and Fit je imel velik pomen tako za učence kot tudi za šolo in širšo skupnost. Takšni mednarodni obiski krepijo medkulturno razumevanje in spodbujajo prijateljstva med mladimi iz različnih okolij. Ravnateljica osnovne šole Radenci Nataša Lepič je ob tem poudarila: Mi veliko truda vložimo in znanja v gibanje, v zdravo prehrano in zelo smo veseli, da lahko to znanje tudi mrežimo, da povabimo ljudi, sošolce, evropske sošolce v našo šolo, tako da ta dogodek in obisk Madžarov je zanimiv za nas. Veselimo se izmenjave vseh idej, dobrih praks, skupnega sprehoda in seveda tudi skupnega kosila. Ravnateljica je ob tem še povedala, da so žalostni, ker se projekt izteka. Mi smo žalostni. Navadili smo se na ta projekt, postal je del našega vsakdana oziroma srečevali smo se tedensko. Učitelji in učenci sprašujejo, ali se bo zadeva nadaljevala, tako da če vam bo uspelo uspešno prijavljati takšne projekte, bomo zelo veseli. Udeležili smo se festivala zdravja, ki ga je organiziral Center za krepitev zdravja Ljutomer in ki je potekal v športni dvorani Šic Ljutomer. Festival je bil posvečen ozaveščanju o zdravem življenjskem slogu, preventivi in krepitvi skupnosti. Več o tem, kako je pomembna telesna aktivnost mladostnikov v njihovi razvojni dobi, nam je povedala diplomirana fizioterapevtka iz Centra za krepitev zdravja Ljutomer.
Telesna dejavnost je v bistvu bistvenega pomena za zdrav razvoj otrok in mladostnikov, torej vpliva na fizično stanje telesa in psihično počutje, tada je zelo pomembna. Kaj bi lahko za izboljšanje življenjskega sloga storili mladostniki? Po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije naj bi mladostniki in otroci od 5. do 17. leta bili vsak dan vsaj 1 uro telesno aktivne, torej ta dejavnost naj bi bila zmerna in visoko intenzivna, predvsem tudi aerobna, to pomeni, da se pospeši srčni ritem in torej ritem dihanja. Izvajali naj bi tudi v bistvu vaje za krepitev mišic in kosti. Zelo pomembno je tudi, da se v bistvu izognemo prekomernemu sedenju, zlasti za zaslone, teda priporoča se, da je to sedenje se v bistvu vsako uro prekinja, če je le možno. Kako lahko mladostniki in njihovi starši skupaj pripomorejo k bolj pogostejšemu gibanju? Fajn je, da je v bistvu v gibanje vključena nekako cela družina, ne? Ker s tem v bistvu, ko so starši dober zgled otrokom, pa jih vključujejo nekako te aktivnosti, pri njih vplivajo, da jim to pride v navado, da je to del njihovega vsakdana življenja in v bistvu tako vplivajo, da je cela družina aktivna in zdrava. Krajnc Domiter pri tem še izpostavi. Pri tem bi izpostavila mogoče to, da je zelo zaželjeno, da so to neke aktivnosti, ki so otroku oziroma mladostniku všeč, torej da si poišče kakšne izvenšolske dejavnosti, aktivnosti, športe, ki jih rad izvaja in so mu veselje, da ni to kot neka nuja pa nekaj težkega, ampak je to v bistvu veselje, ne, skozi neko igro, da pride do tega, da se to spodbuja. Več o tem, kako je pomembna zdrava in uravnotežena prehrana pri mladostnikih. Zelo je pomembno predvsem zaradi njihovega razvoja, ker vseeno so v dobi rasti in je res je pomembno, da jejo oziroma uživajo neko zdravo prehrano in da so tudi obroki redni in čeprav tako je tudi pomembno, da je ta hrana pravilna, ne? Da je predvsem zdrava prehrana in čim manj predelana hrana. Posledica uživanja nezdrave prehrane lahko vodi do različnih bolezni. Predvsem nezdrav način prehranjevanja vodi v različne bolezni, kot je sladkorna bolezen tipa 2, povišan holesterol, ki ga pri mladostnikih opažamo že kar veliko. Prav tako je tudi lahko to pelje do povišanega krvnega tlaka, do psihičnih težav, do težav z gibanjem, posledično z sklepi. Sem mnenja, da se danes mladostniki prehranjujejo dosti slabše, kot je to bilo v preteklosti. Za pravilno prehranjevanje mladostnikov je pomembno, da se ravnajo po zdravem krožniku. Predvsem bi priporočala eno takšno preprosto zadevo, ki jo mi imenujemo zdrav krožnik in ki se počasi vpeljuje tudi v šole, v vrtce. To je naš zdrav krožnik, ki ga delimo, ena polovica naj bo zelenjave, 1/4 naj vsebuje beljakovin, meso, ribe, jajca, 2/4 pa naj vsebuje prilogo oziroma škrobna živila. In to je en takšen način prehranjevanja, ki je pomeni naš uravnotežen in zdrav obrok. Duševno zdravje mladostnikov je izjemno pomembno in postaja vedno bolj aktualna tema. Kako pa vpliva slabo duševno zdravje na življenje mladostnika? Predvsem, kaj se tiče šole, se večkrat vidi v bistvu potem, da tudi ocene začnejo padati, ker se, recimo, če je slabše duševno zdravje, se tudi težje skoncentrirajo, težje potem tudi delajo neka šolska dela, tudi so veliko bolj utrujeni zaradi tega, potem slabše spijo, vemo, če nismo naspani, da tudi težje naslednji dan nekako funkcioniramo. Vpliva na odnose dejansko, tudi vrstniške odnose, tudi doma lahko pride do kakih konfliktov, včasih se začnejo tudi umikati bolj potem mladostniki vase, ne govorijo o svojih težavah, kaj je tudi večkrat največji problem, potem pa lahko pride do kakih paničnih napadov, tesnobe v bistvu je ogromno in dejansko se ne vejo, kako s tem niti spopasti. Kaj lahko za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja storijo sami mladostniki in tudi njihovi starši?
Meni se zdi zelo pomemben ta zdrav življenjski slog, od tega, da imamo neke redne obroke v prvi vrsti, ne, da potem že možgane nekako lažje funkcionirajo, potem do gibanja, da imamo neke prostočasne aktivnosti, torej da ni samo šola tisto, s čim se ukvarjamo, pač pa da tudi izven šole imamo nekaj, s čimer se dejansko sprostimo, da se naučimo potem tudi kasneje za življenje, kako zelo pomembno je to, no, pa da naše telo nekako tu potem tudi rabe dejansko. Starši v bistvu pa je zelo pomembno potem tudi, da to otrokom nekako omogočijo, čeprav imamo zdaj vsi že ta stresni nekak življenjski slog, ampak tudi to, da včasih grejo kam z otroci, ne, da se pogovarjajo o teh stvareh, da če vidijo, da otrok ni dobro, ne, da tudi mogoče včasih malo bolj vztrajajo, hkrati pa tudi, da znajo postavljati meje, ne, ker to je nekaj, kaj otroci tudi rabijo dejansko. Tudi uporaba mobilnih telefonov in pogostejše sedenje za zasloni lahko negativno vpliva na mladostnike. Tega je definitivno veliko več, ne, kot je bilo nekoč. Vemo, da tudi slabo vpliva na duševno zdravje, tudi na pozornost, še posebej, ker so to ponavadi kakšni kratki videoposnetki, ne, vedno iščemo nekaj v bistvu, da nas zanima, nekaj zanimivega. Tako da tudi z tega vidika potem je lahko slab vpliv na duševno zdravje. Magistrica psihologije tako mladostnikom priporoča: moramo poskrbeti eden za drugega, da če vidimo prijatelja, naprimer, da ni okej, da ga vprašamo, kak je, da ga vprašamo, če ga kaj teži, da ustvarimo mogoče prostor nek varen, ko se lahko eden drugemu zaupamo, da je to prvi korak k temu, da mogoče naredimo kakšno spremembo, pa da se o tem dejansko pogovarjamo, pa govorimo. Zdravje se začne s prvim korakom, ki utira pot k zdravemu življenjskemu slogu mladostnikov v njihovi razvojni dobi, ter postavlja temelje za kakovostno in aktivno življenje tudi v kasnejših obdobjih.